Torej, live smo s tretjo epizodo Banana Rusha, prve slovenske pogovorne oddaje o Counter-Strikeu, o sceni, o dogajanju pri nas in kot tudi po svetu. Danes bomo imeli nekoliko manj tem kot v preteklosti, govorili bomo oziroma hitro bomo pregledali pretekle turnirje tega meseca oziroma meseca aprila. Zatem se bomo dotaknili, kaj se trenutno dogaja na sceni. Potem bo sledil group draw oziroma playoff draw za SCSL, torej slovensko Counter-Strike ligo. Dotaknili se bomo še Epicenter LAN 6, naslednjega LAN partija v Sloveniji, kot tudi za konec obdelamo še spremembo glavnega map poola na turnirjih, torej odstranitev DNUK in dodanje traina. Torej z mano sta Matafe in Ogris. Matafe je danes prvič gor tu kot zamenjava za Savija, se je ta nekoliko je danes nedostopen. Ogris pa kot standarden temelj, ki ve vse o Counter-Strikeu in nam bo zdajle pričel govoriti, kaj je bilo v preteklem mesecu na sceni. Ogris. A sem res? Zdaj se sliš. Ok, zdaj se sliš. Nisem kliknil. Double kliknil, veš, miška. Logitech, fuck you. Ok, no, dobrodošli na streamu, ker smo malo govorili o prazno, ker je Samek neverjetno dober. To je bila minutka, to je minutka bila, ne smeš to zdajle. Samek zapravlja moj cajt, ja. No, v glavnem, zdaj spet bomo naredili pregled preteklih dogodkov, začeli bomo s Copenhagen Games, turnir, ki se je odvajal v bistvu več ali manj en mesec nazaj. In če na hitro posplošimo v bistvu rezultate glede turnirja, kjer se večinoma udeležujejo redke tier 1 ekipe, večinoma pa tier 2, tier 3 ekipe, ki lahko preko BYOC qualifierjev igrajo proti tem ekipam. Na koncu je zmagala ekipa Virtus.pro, ki je z 2-1 premagala TSM, ker so seveda pač boljša ekipa, Samek ve vse o temu. Zraven so pa bile druge ekipe, ki so v bistvu še bile tam mogoče tako znane Gamers 2, Property, LGB in Dignitas. Ni bilo nekih večjih presenečenj, turnir sam je bil manjši z manjšim denarnim skladom. Sam gled, bilo je ogromno tistih danskih ekip, teh je pa res, ko smeti jih je. To je pa res, ja. In v bistvu, če naredimo hiter prelet, ni bilo nekih večjih presenečenj čez celoten bracket, več ali manj vse je šlo kot pričakovano. Tako da, po mojem nesmislno, da se tukaj bolj toliko zadržujemo in gremo naprej na ESA World Finals, ne, ESA Invite Season 18 Global Finals, ki pa se dogaja v Dallasu drugi teden v aprilu. Zdaj to je malo večji turnir in je bilo v bistvu zaradi večine zanimivo, ker spet znova se primerja ta ZDA proti Evropi, kako je kaj dobra ta ameriška scena. Ja, so se dokazali, da so vsi poleteli ven takoj, ko so prišli do minimalnega upora in vsi so zgubili 2-0, niti ene mape niso pobrali. Sami so sam padli, glej. Prišel je tja, fajn sem oplačal prevoz, pol pa spade. Nekaj me boli, ne bom danes igral tako. Pa, glej, brez veze o Ameriki sploh govoriti. Naslednji pol leta po moje. No, ampak samo če potem pozamemo na hitro malo rezultate. Spet je zmagal Virtus.pro, v bistvu ekipa, ki je znana potem, da hodi na vsak LAN, ki se dogaja, ne glede na to, kje je, in lepo kasirajo denarje od tega. Free money. Ja, ko so 2-1 v finalu premagali Titan, v bistvu edino kakršnokoli presenečenje je bilo to, da so mogoče
vmes premagali, oziroma Luminosity pobral 14 rod proti Titanu na Dazva, to je bilo prišla ameriška ekipa do tega, da dejansko karkoli odzamejo kakršnikoli evropski ekipi. Ta blamaža se je pa potem tudi naprej nadaljevala na Facetlam finalih za prvi del njihove lige, ki ima nagradni sklad, če se ne motim, 550 000, ko je Liquid po polni črti propadel in dodatno zgubil še proti avstralski ekipi Immunity. Tako da, ne vem, ameriška scena trenutno zgleda nima uspeha, zato se je tudi zgodil ta shuffle očitno. Bomo videli, kaj bo. No, če pa malo pogledamo potem Faceit League finale, malo bolj competitive. Prvi zanimiv event, ja. Ja, če pogledamo, da so tam bile zelo kvalitetne ekipe, Fnatic, TSM, NiP in Virtus.pro so prišli naprej iz grup in sicer na koncu je TSM 2-1 premagal NiP, tako da mogoče počasi TSM izgublja njihovo etiketo chokerjev. Samo kdo zelo upa, ne? Ne, se ne čovkajo več, glej. Igrali so zelo dobro, to je dejstvo. Sicer za zelo me je včasih bolel, ko so gubili take runde, ki jih ne bi smeli, pa ko je Device začel failati v tretjih mapah. Ampak pustimo, no, na koncu so se prebili skozi, zmagali tisto. Po moje, če bi dobili v finale Virtus.pro bi izmleli. Zato, ker so v polfinalih izgubili proti Virtus.proju in pač ne vem, kako da imajo zdaj že mental block narejen proti njim. Po Copenhagen Gamesih, vse posod jih sam Virtus.pro zriba, medtem ko oni Fnatic pa karkoli drugega v easy raztrgajo. Tako da ne vem, no. To je še zanimiva stvarca. Ja, pač v bistvu glede teh turnirjev ni bilo nekih večjih presenečenj, tako da mogoče boljše, če malo zdaj pogledamo, kateri turnirji pa trenutno se izvajajo, in to je DreamHack Tours, trenutno v Franciji. Lihkar Stream Live verjetno. Lihkar Stream Live, če se ne motim, Envy proti Dignitas igrajo trenutno, seveda Envy Crowd Favorites igrajo doma, tako da bomo videli, kako se bo končal ta turnir. So pa seveda zdaj z novim mesecem, v bistvu z majem se pa začenjajo na novo spet vse lige, in sicer tle se gre mogoče bolj, da Motafe še malo obnovi razne te balkanske lige in lane, ki se odvajajo v bistvu sedaj, oziroma so se odvajali. Ne izvajali, zakaj bi se odvajali? Kdo jih Anyway. Ja, ravno se je končal Southeast Europe Championship Season 1, kjer smo tudi igrali, je bila ena slovenska ekipa, sicer moja, in pač skozi qualifierje smo prišli z lahkoto, potem pa smo zgubili vse igre v group stage-u. To pomeni, da je balkanska scena tako močna, ali da ste vi tako slabi? Hard questions. Ne vem, pač dokaj sveža ekipa smo bili, sploh nismo pričakovali, da bomo prišli noter na začetku, in pač nekaj 2-3 tedne smo komaj bili skupaj. Ja, se je težko, brez set stratov pa tega ni tiste uigranosti verjetno, proti G-playu pa takim, ki so res grindajo vsak dan. Ja, imeli smo pripravljeni samo 2 mapi, pa pač velikokrat smo vodili, naprimer proti Next Please smo vodili 10-6, smo dobili pistol round v drugi polovici na DAS 2, pa smo čovknili, pa smo zgubili 16-2. TSM style? Ja, pač brezvezne napake, pač nova ekipa, ne, nismo še navajeni drug na drugega in to. No, eno čajto sprašuje, kateri 2 mapi ste imeli pripravljeni? Cash in DAS 2 recimo, samo bolj kot mix, pač na AIM smo igrali. Ja, pa Mirage, no, pa Mirage. Ok, to je že neki, ne? Še malo, ja. Pa bi lahko kaj bilo, ne, sam. Ok. In bi mogoče, če se naredi spet kakšen super team mix, kot se zelo pogosto dogaja pri nas, lahko v bistvu razvije sploh kakšna slovenska ekipa, ki bi lahko konkurirala tej sceni, če bi se hipotetično obdržala za vsaj 2 mesta? Kot mix, ne, to ni šans. Kaj, če bi bila redna ekipa, da bi naprimer igrala vsak dan, naprimer, in bi grindal, se da bi bili recimo pol leta tier 2? Ja. Ja, okay. Če bi pol leta top 5 slovenskih igralcev igralo skupaj, pa se razumeli, bi šlo. To je tu, ne, da bi se razumeli, po moje. Ja, to je poudarek.
In v bistvu, kaj potem je bolj problem na tem, da se ljudje ne razumejo med sabo, ego pride vmes, ali bolj to, da ni Pač časa in volje. Slovenija se meni zdi bolj kot MM Hero ti vsi. Pač dobenemu ni za teamplay oziroma se mu ne da vložiti veliko časa v to pa svojega truda. Pa tudi če zraven treningov malo za sebe igrati pa to, da delaš na aimu, zraven taktik in tega. Ja. Bi mogel vsak še po svoje trenirati, ne? Ja, sej. Ja. Itak, gled, to je pol zelo velik dedication, ne? Medtem, ko ti potem Counter-Strike ne predstavlja drugega kot hobija, ne? Pa vzameš 4-5 ur na dan, to je malo veliko za človeka, ki bi mogel delati ali pa redno študirati, recimo. Ma to bolj pride že skoraj kot, da treniraš šport, ne. Ja. 2-3 ure na dan imaš treninga, potem tu samo trenirati, če hočeš kaj postati. Ja, sej. Odžiranje, ne? Ok, glej, če nadaljujemo z tem, z to žalostno zgodbo zdaj v stanju v slovenski sceni, pa razlogi, zakaj nam ne gre, oziroma nismo tako visoko od bili, kar se Counter-Strike tiče seveda. Potem je bila announcana verjetno največja liga ever v Counter-Strike ali pač. CGS je bil manjši, z manjšimi price pooli, ali? Ogris, ne? No, prvo te bo malo prekinul in na hitro še omenil druge lige, ki se trenutno odvijajo, preden pridemo na tvojo najljubšo ligo na celotnem svetu. No, zdaj je mogoče nekaj, kar zanima tudi gledalce, ker se lahko aktivno udeležujejo. Trenutno se odvija CEVO Season 7, sicer z nagradnim skladom 150,000 čez celoten svet, v redu, ker pa imajo tudi sedaj prvič Evropsko ligo, tako v free kot zastonjski vstop v divizijah in v divizijah z vstopnino, tako da lahko kakšne slovenske ekipe tudi igrajo v teh ligah, če jih morda zanima izkušenje oziroma izkustvo kakšne bolj avtentične lige. Sicer o CEVO to ponavadi ljudje ne govorijo ravno najboljše v primerjavi s kakšno ESEA ligo, ki se bo tudi počasi začela. Ja, zaradi keša, 100%, ker drugače je zelo fajn zrihtana stvarca, vse po mojih izkušnjah. Drugače pa najbolj za sedaj omembe vredna liga, ki je veliko odmevov naredila z ekskluzivnostjo in raznimi dogovori, ki so se dogajali z odprtimi vrati, je pa ESL, ESEA Pro League, ki se je tudi ravno začel, ki pa jim v bistvu seboje najboljših 12 evropskih ekip in 12 angleških ekip, ločenih seveda v divizijah, nagradni sklad $550,000, tako da sicer se je liga šele začela, ampak do sedaj smo videli, da kar visok nivo igre, res da najboljše evropske ekipe, bomo videli, kako bo potem na LAN finalih. To je pa več ali manj to, kar je, glede lig, ki se odvajajo v tujini. Če pa pridemo malo na domačo sceno, bo pa Samek verjetno lahko malo več povedal. Malo več povedal o temu, o čem moramo zdaj govoriti. Če gremo čist hiter, no, končal se je skupinski del slovenske Counter-Strike lige prve. V njej je bilo pač 32 prijavljenih ekip, med tekom same lige jih je precej razpadlo. Ampak vseeno, ko se to je normalna stvar, življenjski cikl ekip v Sloveniji je zelo majhen, v vseh igrah vedno bil, ne vem zakaj je to, ampak to je tako dejstvo. Pomeni, da je igralcev veliko, sam organizirati se še ne vejo pravilno, pa ne vejo živeti eden z drugim. Ampak skratka, zdaj se je skupinski del končal, bomo izžrebali same skupine, oziroma se ni jih treba sploh izžrebati, ker imaš top 4, delijo se A, C, B, D, torej grupa igralce ekipe, oziroma ekipe v grupi A bodo igrale v play-offih z ekipami iz grupe C in B pa D. Tako da se pač premeša in igra se double elimination, to bomo naredili tudi na samem streamu, da ne bo kakih problemov glede transparentnosti, ki včasih vejo biti tu prisotne. To je bilo, naprimer, pri ene par turnirjih v League of Legends pri nas, ampak pustimo to. In zdaj lahko to naredimo, SCSL, group, draw, ne, kaj je to, žrebanje, kako se temu reče sploh? Žrebanje tehnično, čeprav v tem primeru bolj vnes rezultatov in delitev. Tako, da menjam sam moment, da menjam sceno, se damo na trike. Če gremo tu not, zdaj ne vem, kako se vidi, verjetno se vidi samo malo. Ok, se vidi.
da naredimo to na streamu, dodamo elimination bracket, double elimination, končnica, začne se, kaj je dan za dneva? 10.5. 10.5. Z 10. Nedelja. 10.5. ob 4 recimo, check-ina ni, style double elimination, number of teams 16, best of 1 v prvi skupini naprej pa best of 3. Tako da bomo dal sam best of 3. Round 1, best of 1. Loser si vedno best of 1. To je save. Seed. Naredimo to. Napeto dogajanje na streamu. Ni napetega dogajanja. Kako je bilo napeto dogajanje? Torej imamo... Veš, sam tega še dnel nisem, tako da zdaj mi je to prav zanimivo. Auto seed, kako? By registration order? Ne, ni tako. By group order, verjetno. Pa ni, te možnosti pa ni, veš, ker je by registration order pa randomly. Easy. No, če ne drugega, ti lahko govori rezultate. Lahko gremo na roko skozi, ja. In hkrati mogoče še pregledamo rezultate po skupinah, čeprav ni neka veleliga. Če začnemo skupino A, bo tako tebi znesel samek potem v redu. Malo da vidimo registration, ena seed. Ja, gled, gremo sam, kaj je to? Ok, daj govori mi sam top 4 ekipe iz vsake. No, če začnemo skupino A, top seed iz skupine A, so najnovejši. En sprašuje, zakaj ni best of 3 losers. Best of 3 losers ni zaradi tega, ker smo se odločili, da bi drugače stvar predolgo trajala. Ne toliko zaradi samega časa igranja, marveč zaradi tega, da dejansko traja predolgo liga, pa na koncu bojo ljudje izgubili voljo in bo še več no-show, ki jih pa res nočemo, vsaj v playoffih res ne. Gremo to na roko skozi raje narediti. Oziroma prvi del winnerja, pa jaz dajem prav, da je best of 1. Prva runda winnerja je best of 1, medtem ko so vse naprej best of 3. To je zaradi tega, ker je, saj nam se je zdelo, da je prva runda taka, da je zelo velik skill gap, ne? In bo, recimo temu, stomp. Tako drugače po stomp. In bo težko, da bo karkoli naredila ekipa, če pa ima šanse, oziroma če pa ima talent, bo pa še vedno lahko skozi lower bracket prišla. Tako da vidimo, kaj to naredi. No, če zdaj pregledamo malo seede, ki jih imamo, oziroma rezultate. V skupini A so zmagali Legendary.si z 12 pikami, na drugem mestu ekipa The Overpowered z 9 in izenačeni na tretjem in četrtem ekipe Blue Velvet in Vidniški, obe dve 6 točkami. Vse štima sidi? Sam malo. Ne razumem tega, res ne razumem. Fucking hell. Daj bomo to na roko naredili, raje, ker to mi ne bo šlo skozi. Moramo pogruntati, kako to narediti, da gre naprej. Ker ni da bi lahko, veš, da si končal skupinski delom, pa da se avtomatsko sida v play-offe. Tega ni. Pa ne vem, zakaj ne. Tako da to, ja, ok, bomo naredili to zdaj na roko. Ok. Torej, ok, imamo. Najboljše potem, da AC, BD. Ja. AC, BD. Prvi z grupe A je... Skupina Legendary SI z 12 pikami. Ja. Medtem drugi so... Drugi iz skupine A so skupina The Overpowered z 9 točkami. Tretji so ekipa Blue Velvet s 6 točkami. Četrti. Vidniški tako 6 točkami.
Ok, to je A, medtem da gremo zdaj C. Skupinica je bila prva ekipa Excelsior Prime s 15 točkami. Ogris, lepa igra. Tiho. To. Potem, Druga je bila ekipa Space Marines s 9 pikami, en aplaus. Space Mariners ali Marines? Marines, vse z Space malo. Marines, ja. Ok, imamo ja. Na tretjem mestu ekipa Prave Pedre z 9 pikami. In na četrtem. Ekipa Compact Gaming 6 točkami. Compact. Compact, tako je. Cool, zdaj pa gremo še BD. Ja, same, ker ti veš, kako se overpowered napiše, to prvi dvojni V je V. A ja, Same, sorry, please. sorry. My bad. No, če gremo potem skupina B, Prvi seed. Psychotic Zone z 18 točkami. E je na koncu trojka, ne? Tako je. To je moj spomin. Ok, da samo. Naprej. Drugo mesto ima ekipa 5GNJ s 15 pikami, ne vem, kako se to izgovori. Aha, ok, že vem. 5. Bracket 5 Ginje. Ja, se vem. Sem jih vnašal not. Ok, naprej. Tretje mesto ekipa Biceps Kurva z 12 pikami, dvojni V nam je Kurva, svoja. imam ga, to mora biti dvojni V, halo. Nujno. Naprej. In četrti je ekipa Unorthodoxed z 12 točkami. Ok, to imamo. Zdaj, če gremo še grupa D. da se Na prvem odločimo. mestu Dactylian Esports z rekordnimi 21 točkami. DACTY, LION. DACTYLION. Ok, Da. imam, v redu. Drugo mesto ekipa Execore Gaming Kako z se to napiše? 18 pikami EXEQUOR. Ok, bom kar kopiral. Čakaj, back to tournament. Exequo, what, kero ime ekipe. Imam. No, na tretjem mestu potem ekipa Kix z 12 točkami. Kiks, to so lepa imena, slovenska, veš. In potem imamo še četrto mesto v skupini D. Ekipa T, vezaj C Gaming, tudi tako z 12 točkami. Odlično. Torej. Ne bodo šli, sigur. Ok, bom zrihtal. Pa daj samo, halo. Ok. To so zdaj skupine. Pol se pa naprej sam igra Double Elimination Bracket. Tega bomo uploadali še danes gor. Tako da ne bo komplikacij. In se bo lahko že jutri naprej igralo, tako da najlepše. Kot smo rekli, prva runda je single elimination, oziroma prva runda je best of Samo ena. sekunda. Povej, sem se zmotil kje? Ne, pa je, da rezultati niso prav opisani, ampak kakor jaz razumem, smo to uredili še preden se je stream začel. Definitivno. A niso zdaj bracketi na vrsti? 4 igre, reporte smo dobili, tako pravijo v chatu, tako da zanimivo. Glej, če smo šli to skozi, veš, zdaj ne vem, zakaj to ne bi delalo. Vsi rezultati, ki niso vnešeni, ne, se pač ne dobi točki in to je to. Rekli smo, da vse, kar ni noter dano, do tega in javlja, je težko. In je to. Če še enkrat refreshamo, rezultati so opisani, tako kot bi moralo biti, tako da če so kakšni problemi, ne vem. Tako da zgleda, da se bo sedaj naredilo bracket. Bracket bo enostavno bracket, double elimination in to je to. No, mogoče bomo videli danes bracket ali ne. Bracket bo danes gor, glej, sam zdaj ga jaz moram tu na roko narediti verjetno. Da vidimo. Bracket, končnica. Zakaj pa nisi pisal prva ekipa, pa četrto iz druge, tako da se vidi, kdo s kom igra? Veš kaj je napisano, pač prav imena ekip imam, ne?
To Dobro. vidi se, 1, 2 igra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne? Okay. Povej. Mogel bi igrati 1, 4, 2, 3. Ja, tak. Tako da sam zamenjati moraš pač 2, Ena. 4, 6, pa 8 moraš v kolo vrniti. Ok, cool. Pač. Bomo. To bi bilo fajn popraviti. Ok, gremo. 2, 4, 6 in 8 moram zamenjati. Torej, Excelsior Prime, ja, zdaj je problem. Legendary SI bi moral potem Proti igrati vidniški. proti ekipi Compact Gaming. Ja, imaš prav. Excelsior Prime proti ekipi vidniški in tako naprej. Če smo, veš kako sem delal? Delal sem prvo Legendary, potem je The Overpowered, pol je Blue Velvet, pol je pa vidniški. In pol sem delal druga grupa, sem dal tu Excelsior Prime, Space Mariners, Prave Pedre, pa Compact Gaming. Tako da sam ta drugi se zamenjajo. In pol je to tako. Legendary.c Compact Gaming over the Overpowered proti samo to. Flow se pogovori, da Samek ne ve, kaj dela, tako da bomo Exactly. da bomo vse uredili, da bo bracket štimal kot mora Legendary biti. Compact Gaming. Pol imamo The Overpowered, ki igrajo z vidniški. Tako je. Oziroma ne. Legendary igrajo proti vidniški. Bom šel nazaj v to noter. Back tournament. Sem mislil, da bo to bistveno lažje šlo. Overpowered igrajo proti Prave Pedre. Ja. Same, kaj če ti jaz lepo bracketi govorim, jih bomo lepo zdaj tudi streamo predstavili, potem go. pa se jih lahko sida Tako. naprej. No, če gremo še enkrat od začetka, ekipa Legendary bo igrala proti ekipi Compact Gaming. Ja, imam. Fuck me. Naslednja ekipa, Ja. The Overpowered, bo igrala proti ekipi Prave Pedre. Ekipa Blue Velvet bo igrala proti ekipi Space Marines. Ja. In na koncu ekipa Excelsior Prime bo igrala proti ekipi vidniški. No, skoraj tako sem imel. Skoraj. Ok, to je prvi del bracketa, medtem ko je drugi. Psychotic vs. TC. Tako je. So, Počasti bo pa šlo, Samek. Malo še. kako je že T minus C? Ja, T minus Ja, C. T minusi vezajo vmes. Ja, imam. Pol imamo. To I. Pomišljaj se I. Ne, sam TC. T. Ne. TI je, TI, ok. Cool. To je, ja. Ok, my bad. Potem druga ekipa. Na skrajni drugi strani bracketa je Dactylion vs. The Unorthodox. To je. Unorthodox. Pol imaš Five Guys in Jacuzzi. To njihovo ime celo pomeni. Ja. Čist cool ime. Five Guys in Jacuzzi igrajo proti Kiksu. Ali pač? Tako je. Potem pa In na koncu še Excel. Biceps Biceps proti kodova. Execore Gaming. Sam še eden še ostane. In potem bi moralo biti 8 tekem, kar bo, ker smo šli pač 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1.
To zdaj pa pol še eno stane. In to je... Daktilion je igral... Če meni tu zdaj en manjka. Imaš... Biceps kurva imaš? Biceps kurva pa Excel kur imam. Daktilion Ok, imaš? čakaj samo. Five Guys imam, pa Kicks imam, pa Psychotic... Aha, ne, imam vse. Ja, manjka potem še... Preveč Ano, dol mi je odšel, preveč sem enter stisnil. First world problem. Ok, zdaj se pa to fiksanje, pa upam, da delajo te bracket. Rajši jih ne permanently loka, če bo treba še delati kjere spremembe. Ampak ja, to naj bi bili bracketi. Da je odzumaj ven, da se vse vidi. Zdaj sem lihkar odzumel. Ok. In pol se igra... Cool je. Tu gre, da daš full screen. No, sploh nočem nič klikati v Wordu. Se kaj zgodi z mano. Ok. Gremo. Če da to zdaj noter dati, kako? No, po moje najboljš, da to imamo zdaj, pa počakamo, ker se boje neke težave. Glede. Videli, če bojo res, ker trenutno Twitch chat ima svojo zabavo, glede bracketov in panike in kdo izpada in kdo ne. Ampak ok, pustimo to. Končnica. Edit seed. To ima zelo glupo narejen sistem. Zelo glupo. Prav ne moram verjeti. Ok, gremo. Legendary imajo seed 1. Potem Compact 2. 16 imajo se, to moraš paziti. Ne, veš kaj, jaz sem zdaj lih mislil, da če jih damo po vrsti... Ja, ampak v bracketu boš ti imel lepo 1, 16, 8, 9. Tako da ti bom govoril, kateri seedi so ekipe. Lahko dam, pa gled, daš by registration order, pa sem jaz zdaj tu registriral, ampak ne, ok, da je bova tako. Ok, oni imajo 16. Torej, potem naslednje dve ekipi sta. 16, naslednje dve sta The Overpowered in Prave Pedre. Torej, to sta 8 in 9. Kje si? 8 in Prave Pedre. 9. Pol imamo Blue Velvet Space Marines. To bo potem 5 pa 12. Pa Space Marine. Čakaj, Space Marines so 5, ne? Ja. 5, ok, my bad. Lej, sama, kje si res predlagam to iz streama delaš, da boš lahko imel zraven token CD, ki ti lepo piše v bracketih, če greš na Battlefy in bomo potem to pol Si si zdaj pokazal, pač kak so. Ja, ok, to je važno, da so tu. naredil. Cool, ja, imate prav. Ok. To je narejen. Bil je cel shitstorm tega, ja, ker glupost. Jaz sem res mislil, da gledaj, na turnamentu je to tako, da sam stisneš in imaš... No, vemo, da naslednjice uporablja turnament. Ja, naslednjice uporablja en drug sistem, ki morda ne zgleda tako dobro, ne, tako vizualno lepo. Dela. Ampak dela, točno to. Zdajle, gledaj, naučiš se z izkušnjami, ne. Ok. Da vidimo. Cool. Torej, zdaj smo končali z tem drovom, ki mi je požrl malo več živcem, kot sem pripravljen priznati. In gremo enostavno naprej, kot smo si zastavili. Če se dotaknemo zdaj epicenter lana 6, ta bo potekal, ta bo potekal 23. in 24. aprila, maja 2015 v Celju, točneje na gimnaziji Celje Center. Tam bo potekal Counter-Strike Global Offensive turnir, za katerega računam, da bo največji BOC event v zadnjih letih v Counter-Strike v Sloveniji.
Prijavljenih je trenutno 12 ali pa 13 ekip, ne vem točno, nisem gledal zdaj zadnjih par dni. Ampak ja, to je bilo na zadnje, tako da če katera ekipa še hoče prideti, naj kar se hitro prijavijo, se drugače čist možno zmanjka mesta. In ja, drugače sponzorji so Logitech, Gameworld, ena še do sedaj neimenovana energijska pijača, ena še neimenovana trgovina, potem GS računalniki, Airsoft Arena, skratka, nakrat nekaj bo, ne bo to Radioactive LAN, niti ne bo to, bi jaz temu rekel, ni to Grand LAN, ampak vseeno bo nagrad toliko, da se bo splačal prideti na event in pocufati, pa se tudi fajn imeti, no. Pa mogoče tudi napiti, sam ne v šoli, ker je prepovedano. So objavljene ekipe kje? Seznam objavljenih ekip, seznam ne objavljamo, zaradi tega, ker se dostikrat zgodi, da ekipe ne pridejo in pol sam glupo zgleda, ker so se prijavile in ne pridejo. Raje mi vodimo notranjo evidenco, glede tega, kdo pride, kdo ne pride, da jim pol ne omogočamo nas nadaljnih prijav in udeležb, ampak načeloma ne objavljamo teh številk, ker so ljudje preveč fiksirani na to, saj se tako, če za informacijo večina ljudi prijavi v zadnjih, ne vem, par dnevih, če se sploh prijavijo. Na koncu je bilo na zadnjem epicentru tako bilo, da sta 2 ekipi prišli, ki sploh nista bili prijavljeni in pol kam jih bomo dali, ne, ok, gremo zdaj hitro eno učilnico skupaj zrimemo, ne. In prav tako je bilo, ne, in na koncu ne objavljam prav zaradi tega, ne. Skratka, ja, to je to, kar se Epicenter LAN tiče, tam bo še zdaj na novo announce Minecraft turnir, bo še League of Legends, Dota, FIFA, Magic the Gathering, Call of Duty 4. Skratka, tekmovanj bo veliko, časovnica je narejena tako, da lahko igra posamezen igralec v večjih tekmovanjih. Tako da ja, pridite pa fajn igrajte in to je cilj. Skratka, če imate video kaj povedali glede tega, bo kjer odvajal na eventu, kako sem slišal, Mata Feda boš, ne? Ja, verjetno ne, nimam ekipe. Sej ni potrebna ekipa, gledaj, vedno greš z miksom, ne? Narediš mix ti, pa savi, pa še 3 in je to, veš. Fan meeting narediš, ja, vse narediš svoje fan gledalce meeting, streama. signinge, podloge in podobne stvari, veš. Ja, če bi bil tak slavn, bi bilo, ja. Zakaj ne, gledaj, za slovensko sceno je 15-20 viewerjev že neki, veš. Definitivno je. Potem Ogri, vi verjetno z ekipa prijete. Tako je, samo še zmenjeni, nas prije celo, se mi zdi, da 7 ali 8, tako da če rab kdo kjero rezervo, No, vidiš, vršemo Mata, k njim. imaš dele tudi 2 igralca in to je to. Seveda ne kontroliram, kako dobro boste igrali in ali se bo metal za različne skine, ampak Se bo na CSGO Lounge sem slišal, ne? Ne bo. ja, je Ne bo. Epicenter LAN največji dogodek, skratka pa po moje je fajn, Za- da se imajo LAN eventi po Sloveniji, da vsaj so, da lahko vsi pridejo, da ni samo pač tisto, da se zdaj samo online igra, da se malo še spozna osebe, tako nismo vsi basement dwellerji, ki skočimo ven na sonce samo takrat, ko je treba po no energy, tako da po moje bo fajn, če ljudje pridejo. No Tudi če energy ne pa pridejo pica. na turnir. Ja, tudi če ne pridejo na turnir, 5 evrov vstopnina, pridejo igrajo in se družijo za 2 dneva. Kar je tako pocen. V tujini imaš, naprimer, iSeries, to je tak zelo družaben dogodek, ki je sicer bil zelo popularen v Counter-Strike Source skupnosti kot tudi tekmovalen turnir, ampak to je pač le en del udeležencev bil, skratka, tam je stotnina 100 funtov, zato da dobiš čist isto stvar, ki jo dobiš tu na Epicentru za 5 evrov, veš, in čeprav res tam je večja stvar, ne, ampak tudi če bi bila pri nas 100 evrov prijavnina, mi naredimo lahko na Gospodarcu, v največji hali, Lajčo, Tiesto, imamo tam vse lahko imaš za tak denar, veš. Ampak pač tega ni pričakovati in smo omejeni na to, kar so ljudje pripravljeni plačati, oziroma kaj so ljudje pripravljeni poravnati, zato da pridejo na to vrsten event. In potem posledično se pričakuje tudi tak tip nagrad, ne. Ne moreš pričakovati 10 evrov nagrad z 5 evrov prijavnine. Tudi Copenhagen Games ima 780 evrov, koliko je prijavnine za tistih 15-16, oziroma tisti denar, ki ga imajo kot nagradni sklad objavljen. Pa tam je drugače, ker je dosti večji event in ljudje in firme bolj sponzorirajo e-sports kot takšen. No, anyways, to je zdaj konc mojega kratkega renta.
na temo pač čip ljudi. Pustimo. Same koncmani. Ja, glej, jaz bi bil tako vesel, če bi bilo več tega. Bi lahko dosti več pametnih stvari naredili, ne? Dosti več pametnih stvari. Zdaj sem pa pač omejen s tem, da imaš na koncu letno, dobiš Jurjeva pol noter v blagajno društva in s tem je težko narediti karkoli večjega, če veš, da stane najemnina na gospodarcu za eno malo večjo halo 15 jurjev, veš. Si lahko, par 10 let lahko šparamo, pa naredimo en event, no. The way forward, ne. Skratka, zdaj mislim, da sem končala. Če imam mogoče kdo kakšno vprašanje v chatu glede Epicentra, jaz sem na voljo za čist vse, tako da. Mogoče potem, če se premaknemo na naslednjo temo, sprot pa poberemo vprašanja, ki se bodo nabrala v chatu, če se bojo. Zdaj sem videl, da bom po lano šel po nov avto, tako da ja. Jaz bom avto kupil verjetno z e-sportca nikoli, prej iz nekega študentskega dela, ker na koncu eventov nimamo čist nič, tako da ja, to je to. Če se preusmerimo, kot je Ogri zdajle probil subtilno nas preusmeriti na drugo temo, smo hoteli govoriti o vključenju DE-traina v Mappool in zamenjavo le tega oziroma ki je zamenjal Nuke. Da, zdaj, to je v bistvu zdaj še za nekaj časa nazaj zgodilo, ampak Nuke, klasična mapa, ki je noter že od BT6 v CS1.6, nekaj takega, mapa, ki je najdlje bila v competitive poolu, je bila odstranjena, nekaterim najljubša mapa v igri, nekaterim absolutno najslabša mapa, ki si ne zasluži videti kakršnekoli svetlobe v igri. V vsakem primeru Train je nova mapa, ki je noter, tudi zelo stara mapa, remake starejše mape za boljšo vidljivost, odstrani določene zadeve, ki se v CSGO niso obnesle, da se ne da več samo streljati noge izpod vlakov in podobnih problemov. Če najboljše, če Matafi prvo malo pove o Nuku, o nekakšnem kompetitivnem smislu, kako se mapa obnese. Če si že kaj igral Train, mogoče ta nov. Obnese ko žiloreznik, ampak pusti, to je moj komentar. Ja, Nuke, zdaj, ko so pač taki mastermindi, te boljše ekipe, pa s trenerji, to preveč one-sided je bilo. 14-13 rund skoraj vedno od boljših ekip, kot so TSM, pa Virtus.pro in take na Nuku. Isto dobiš pa imaš, ne? Si konca cel hive. Večinoma tak, ja. Pač to je to, po mojem glavni razlog to, da je bilo preveč one-sided. Moje mnenje pa je, da bodo tudi ga reworkali, pa pozneje dali spet nazaj not. No, ker v bistvu so se pokazali slike, ko so ravno imeli ta nov tagging change, ki je bil v istem updateu, kjer so določene slike, ki naj bi nakazovali v bistvu ta remake Nuka, podobno kot je bil Train, nekako objavljene nekatere slike 3 mesece, preden je sploh prišel nazaj. Tako da bomo videli, osebno sicer hvala Bogu Nuke leti ven, najbolj grozna mapa v igri, rajše igram Aztek, ker se vsaj da kaj narediti na njej, ampak v redu, no, je pa res, da je to klasična mapa in bi bilo lepo, če pride nazaj noter bolj balansirana, ker je ena redkih map, ki ima tako izrazito vertikalnost na določenih mestih, recimo sploh A-side in Secret, ko so ga premaknili iz zadaj garaže spredaj, je zelo zanimiv. Kar se pa tiče Traina, je pa tako, sicer na Epicenter lanu ga ni, ker je namesto njega notri Season, tudi zelo v redu mapa, je pa remake Traina, če izključimo FPS probleme, ki jih ima, govorimo o povprečju 100 FPS-jev manj, kar je absolutno grozno, je remake zelo dober, vidljivost je zelo dobra, tudi sama lažje se da igrati mapo, ker je občutno manj raznih kotov, iz kjer te lahko kdo prilima, ni treba gledati, podobno kot na Nuku, 360 okoli sebe, ko prideš v bombsite in podobno. Tako da po moje se bo obnesla, no, so je tudi nekatere ekipe že pobrali, Hellraiser in Virtus.pro, celo meni se zdi, da so igrale, problem pa je, da Train večinoma so tudi kritizirali, da je zelo two-sided mapa in v trenutno igrah, ki so igrali na njej, se je izkazalo, da je mogoče še bolj two-sided, kot je včasih bila. Oziroma CT-sided, ja, se upravičujem, tako da vprašanje je, kaj bo zdaj s tem. Ne vem,
ful je odprta mapa, preveč angle moraš gledati kot ti. Pač težko je priti na sajt, razen če imaš res dobro smoke akcijo, da odrežeš. Drugače še Traina sploh igral nisem, kar je bil reworkan, tako da ne bi vedel. Pa če cel čas grindaš matchmaking, kako da ne bi igral? Ne queuam Traina nikoli. Zakaj ne? Če čist v redu mapa, veš? Sam pa te porepajo. Ma na starem Trainu sem prešpilo, ne vem, 500 ur na njemu 6 CSS-a. Te nove pa ne. Sam zdaj, recimo, da bo Nuke prišel nazaj noter. Kar verjetno bo. Katera mapa gre ven? Ja, Mirage, Cash, Dust, Inferno, sigurno ne. Kaj Torej- Inferno mora veniti, glej, to je čist So nepravilno. določene kritike od Infernata, ampak recimo potem meniš, da boste občutno prej šla ven Cobble ali Overpass, za kateri mapi pa se je Valve občutno trudil, da jih naredi čim bolj competitive, v bistvu jih nekako usilil sploh noter v sceno, da so se začeli igrati na ESL One Cologne. Misliš, da potem, katero, če že gre eno od teh dveh, katera bo šla ven in ali se bo potem pozabila, ali mogoče podobno kot Nuke in Train zdaj kakšen remake? Ne vem, po moje bi prej šel ven Overpass, kako bi. Glej, Kobla 100% ne bojo ven dali, zato ker se zdaj toliko delali na njemu. Ja, točno to. Ni teorije, Valve to ni cilj, ne? Oni hoče fajn ciklirati po moje počasi in to je to. No, ampak če zdaj... Z čistega porta naredijo za CSGO mapo celo, ne? In Kobel se zdaj po moje čisto lepo igra, no, se na mojem zelo low nivoju, nek sem silver pa te stvari. Glej, čist fajn se igra ta mapa, zdaj ne vem, zakaj bi jo ven vzeli, če medtem, ko imaš take glupe, kot so Inferno, ok, to je moj personal grudge, ampak pustimo. Naprimer, Overpass je dosti slabša mapa, ker je tako meni neprijetno za igranje, tako uncomfortable je, tisti cel A-side. Zdaj ne vem, no, če je pri vama isto, ampak ne vem, ni teorije, da bi ven vzeli Cobble. Ja, Cobble je bolj ekipna mapa, se mi zdi, kot pa Overpass. Tam je veliko tistega, pač, da spuščaš na ojo in pač dobiš pik in greš nazaj. Ful težko je, sploh priti, da narediš execute na Overpass. Kaj ne, 3 smoke fukneš pa upaj, da te ne ubijajo. Plentaš, te tečeš nazaj v WC. Odličen plan, odličen. Jaz še Umreš mapam pred- za Fnatic coach. Ja. No, ampak če zdaj gremo nek devil's advocate, recimo da Valve, kar realno čisto možno, da naredijo, ne odstranijo niti Cobbla, niti Overpassa, da dajo nazaj noter Nuke. Lahko sklepamo, da verjetno Mirage ne gre ven, ker je bila sama po sebi remakena za CSGO. Mirage je zakon, ne. Ja. Katera mapa gre ven, 9 jih imamo Teh. pol, kaj? Zakaj katera, pa? ali bojo naredili mapu 9 map, ali če bi recimo vzamem, da grejo ven ena od Dust 2, Inferno, Cash, in katera od teh bi zdaj šla ven, če bi šla ena od teh treh. Ker je čisto možno, da Valve sforsira nekaj take, kakor Overpass in Cobble zelo hočejo noter, ker so resni mape. Ne vem, po moje bi bila prevelika, pač, Glej, lahko pa da ne vem, če bi se zraven pro vzamejo. playeri strinjali s tem, vsi bi stavkali. To so standardne mape, 6 CSS-a, pa 1.6. Pa tudi niso one-sided tako hudo, so pretty much balanced. Naprimer, Dust 2 so zdaj odprli Skybox nad shortom, Ja, to so novi smoke in te stvari. Iz longa lahko vržeš mid to be smoke, pa take baterije. Pač, ne vem. Ne vem, jaz ne vidim, da bi katerokoli od teh map dali ven. Nekaj pa bo pa 9 velik map pool, pa 11, veš, to je čisto preveliko. Ja, po moje Overpass, to je moje mnenje. Tam če zdaj pa imaš še Tuscan, pa imaš to lepo mapo, uno lepo mapo. Tuscan ne pride noter nikoli, zaradi tega, ker Brut noče, da kdorkoli drug naredi mapo, naredil je svoj remake in ni niti grafično, niti smisla igralnosti na nivoju, ki je potreben, lahko se skače ven iz mape na skyboxe in kakor je igralnost, pač v redu se mapa, ima še zmeraj dober gameplay. Glej, ker to je layout feature, popeto. ni to bug. Ja, feature, ja, ampak problem je, da Valve ima sedaj standarde glede map, kar je zelo v redu, ker morajo biti neki standardi, drugače bi še vedno igrali 1.6 mape v CSGO sistemu in še CSGO verjetno ne bi igrali. Ampak po moje, Tuscan, kakor je bila competitive mapa in v Sourceu in v 1.6 in zelo priljubljena,
dokler bo Brutio delal, ne pride v igro pod nobenim pogojem. Prej season. Ali pa če da je kak season noter, ja pa vsaki ekipi še en ban in je to. Sam veš, to je čist preveč, to je prevelika obremenitev po moje za prve ekipe, ne, ko morajo toliko map vedeti igrati. Ne vem, se mi zdi... Za stare ekipe, ne, tak imajo že foundatione, da samo delajo na tem. Za nove je bilo težje. Veš, na koncu moraš 9 map poznati, kje je kaj, veš, to je že veliko. Pa ne, da poznaš, kje je kaj, ne, da veš, fajne execute imeti, ne, da itd. Ne. Tega je pol ogromno. Ja, pač v bistvu, kaj bi se zgodilo zdaj, tako recimo, da bi vzeli ta map, ki je trenutno in bi se dodali Nuke in Season, se pravi, bi bili na 9 mapah. Že zdaj se v bistvu dogaja, da nekatere ekipe sploh ne igrajo določenih map, Navi so včasih, zdaj ne več, prma banal Nuke, direkt sploh niso igrali, sploh je niso povohali. In zdaj, če ti dodaš noter 9 map, se pravi, bo treba tudi ban sistem spremeniti. In razen, če bo dejansko iz tega nastal sistem ban, pick, potem še 5 banov ali pa random iz 5 map, kar je popolno nesmisel, ne vem sploh, kako bi se lahko mape zbirali pri tokem številu map, da bi bilo lahko nekako ekipe se kalkulirale, da določene mape v redu to banamo, ok, te so na tej dobri, potem pa imaš še vedno 5 random map in še zdaj ekipe niso pripravljene na vseh 7 mapah. Težko bo potem najme pol, po moje. 7 map je res je tako za katere ekipe kritično, čeprav se mi zdi, da je v redu, ker pač v končni fazi dobre ekipe znajo vsaj do neke mere igrati vse mape. Zdaj je v chatu problem, da je prej za profesionalne gamer, nekim je to služba, bi 9 map moglo biti ok, who cares, ne, sam še ena več mapa, da jo moraš narediti taktike. Če ti je to služba, pa služiš 100, 200, 300 jurjev na leto, je to drugače kot za naprimer tiste, ki hočejo prideti na sceno, ne, naprimer imaš nadebudne ekipe, ki so se delali združile, naprimer slovenska ekipa, da bi kjera ratala iz top playerjev, morajo dosti več časa vložiti, da lahko pridejo na isti nivo, na katerem so top ekipe, ki cel čas grindajo in nimajo službe, nimajo drugih obveznosti, imajo ves čas na svetu, da lahko pridejo na ta top nivo, ne, in ga lahko držijo. Pa tudi ni tako res to, no, recimo, ker imaš od vseh tekem, imaš demote. Vse taktike so na internetu, samo kopiraš. Potem, ko si pa na istem nivoju, te šele moraš se začeti truditi, pa sam nove stvari iskati. Aha, torej da lahko prideš do tier 2 nivoja, tako da sam kopiraš, realno. Ja. Pa aim, pač aim je vse. Taktike tako samo omogočijo pač teroristom, da pridejo v najboljšem primeru 2 na 1, da se odsmoka druga. Da dobiš return kill in je to. Tako da do Tier 2 je možno priti brez svojih taktik, pač samo kopiraš. Kaj pa mogoče? Ja, kaj pa mogoče tako, da zdaj spet se zgodi neka čarovnija magična in če pogledamo, koliko vse mape smo imeli, tako mapuli, Contra je še bil vmes v Sourceu, vmes je Cepolo imel svoje, a je mogoče se zgodi zdaj ESL sploh ali pa ESA, ki sta zdaj v bistvu ena in ista firma, da bi nastala neka nova mapa sploh za te lige. A je sploh še kakšna realna možnost, da spet pride do tega razkola v sceni, da bi neka nova mapa nastala samo za te lige in da bi se jo potem mogoče še drugje pobrali, tako kot se je recimo zgodil z Strike, potem Mirage ali pa Mil, ki je potem bil Tusken. To pa ne vem, po moje ne. Zdaj, če Znuk, če se ga ravno dali ven, vse posod tudi na ESL in SA. Po moje bo kar zdaj ostalo tako kot je za nekaj časa, na vseh. Kaj to pomeni nekaj časa? Mesec, 2 ali pol leta ali pa 2 leti? Ja, v končni fazi zdaj je problem, da Valve odloča. Ja, pa nič ne komunicirajo, to, glej. Možno je, da komunicirajo s temi pri ESL in ESA, ker trenutno se je Maple takole zamenil. In verjetno je ESL vsaj, trenutno je zelo nablizu z Valvom, sploh ker hostajo vse te majorje. Je pa res, da Valve je tisti, ki vse forsira zadnje čase, tako da, a je to zdaj v redu ali ne? To je pa zdaj zelo odvisen, kaj bojo naredili in tudi kaj si kdo misli, ne? Eni bi radi videli, da Valve sploh ne bi nič imel s tem, eni bi pa radi, da bi Valve čim več kontroliral, tako kot pri Dota 2, ko imajo razne te tikete. Se je zdaj vprašanje, kaj je boljš, veš? To je težko. Ampak ja, mogoče bi bilo fajn, da bi lahko community evente podpiral za temi kakšni stikerji ali kaj take fore. To bi bilo zelo fajn. Naprimer, da bi lahko, naprimer, Radioactive LAN
imel stiker, kjer bi dal gor in če bi ga ljudje kupovali, da bi ga, ko ga daš gor, lahko kupil, ne. In to bi bilo zelo fajn, da lahko tako, da naprimer dobijo pol denarja, to tako lahko dvigne nivo vsakega, naprimer to, kot je prodoti kompendium, ne. Sicer ga delajo za sam zelo velike stvari, ampak to bi se po moje lahko trickle downalo v čist najmanjše evente. In to tako zelo fajn bilo, za celo skupnost, ne pa za growth, ker to potem organsko stvar raste, ker če ti dajo sami fani pa lokalci cash, pol veš, da imaš nekaj, na čemer lahko gradiš, ne pa da, ne vem, te ESL in take 100-milijonske organizacije, njim sploh ni težko fukniti 250 jurjev, veš, kot nagradni sklad. Pa tudi, če ga pol da Valve, ker ga ne da pol Valve. Naprimer, če gledaš za LoL, neko dajo tiste pač free riot pointse za vsak turnir. To je zakon, 200 € free riot pointse za vsak turnir, veš. Da bi dali neki... Karkol je, ej. Neki in-game currency za CSGO. Pač vsem tem organizatorom, da se tam prijavijo in dobiš to, in so pač nagrade. Dobiš 100 € unga Steam, da bi dobil Steam cache, da ga lahko na naprimer itemih. To je awesome event, awesome stvar, sam tega Valve ne bo naredil, ker cache cuzajo, ne, realno to delajo. Ja, ker zdaj te razni skin casey, ki so še ekipe jih začele delati, to je neverjetno veliko denarja in res je, da vedno več delajo za te ekipe, ker prihajajo na te majorje, ampak to je še vedno, po moje, če dajo 15% denarja, ki ga dobijo od teh e-sports caseov, še toliko. Da vprašanje zdaj, ne, sploh če bojo potem šli delati kakšen ticket sistem, ne vem, no, mene zelo skrbi, da bo isto kot Dota 2, ker v bistvu kar se je zgodilo je, da vse je napihano za The International, ekipe samo še zato igrajo, morajo igrati vse turnirje, sploh sam da dobijo invite. In to so celo pač Torin, je naredil video o temu, malo se je govorilo o temu, enostavno prevelika nasečenost teh turnirjev in da se gre za enostavno prevelike denarne nagradne sklade. Tako, kot si rekel, to je nek fake growth, ne. Sam to je problem, tudi v Counter-Strike imam jaz ta občutek, vedno bolj, ker imaš toliko različnih lig, imaš Cevo, imaš Faceit, imaš Eseja, imaš pa še cela čuda malih lig, pa tistih turnirjev, pa King of the Hill, pa te fore, in to je problematično za top ekipe, da se lahko schedulalo in pol morajo izbirati, kje bodo tekmovali. Pač v tem smislu bi bilo fajn, da bi se modelirali po pravih športih, ko imajo pač v bistvu, top ekipe imajo svoje kape, ampak če vzamemo recimo angleško nogometno ligo, imajo nižje lige tudi svoje kape posebej za to. In jaz ne vidim nič narobe, da bi zdaj namesto tier 1 ekipe, kjer je te kape, naredili samo za tier 2 pa tier 3 ekipe. Zdaj, kako je to praktično z finančnega vidika, da bi take ekipe tam igrale, ne vem, to je spet po moje mogoče problem tega prenapihnjenega denarnega sklada, ampak ne vidim problema, da bi recimo tako, kot je ta Balkanska liga, pač 2500 nekaj takega evrov. LCS-u in to spet ni v redu, veš? Ni v redu, ampak te kapi bi mogli biti tudi za manjše ekipe, namesto da grejo, recimo Copenhagen Games, se vidi, Dignitas in Virtus Pro so šli od tier 1, pol je bilo par tier 2 ekip in ogromen tier 3 ekip, tier 4, tier 5, kdorkoli, to so pač prišli tako, nagradni sklad je še zmer bil velik. Po moje morajo biti takšne turnirje in preveč se forsira zdaj ta ESL, ESA Pro League in masivne denarne sklade in skozi tier 1 ekipe in... Ja, veš kaj, gledaj, gotovili so, da če imajo 100 jurjev gledalcev, imajo toliko ad revenue dobijo, pa dobijo to, ne toliko ad revenue, ampak toliko sponsorship dealov, ne. Ker to je taka številka z veliko kupno močjo, da in sploh ni problem dati $500,000, ker kaj je pa Benkuju $500,000 dati? Realno, kaj jim je? Nič. To je ni mogoče par procentov marketing budžeta za eno leto. In sploh ni problematično. In problem je to, da se prenapihne stvar in pol bo šlo, dokler pač cela stvar ne razpade. Čeprav to je bil problem en čas v Starcraftu, pa se pa cela scena umila zaradi tega, ker so vsi nehali igrati, nehali gledati, ampak vseeno so nagrado ostajali na približno istem nivoju. Ni bilo več tistih 250 jurjev za prvega, ampak vseeno imajo 50-60 jurjev za turnirje, kar se mi zdi čisto normalna številka in sustainable, ne. Tudi tu moramo najti številko, ki je sustainable, ampak mislim, da 500 jurjev je preveč za eno ligo, ki traja par mesecev, veš, čist preveč. Po moje bi bilo fajn, če bi se tle zdaj pogledali v bistvu, zdaj sem pa že pozabil. Če se spomnim, bi bilo fajn, no, ampak
Zdaj ta StarCraft scena je imela malo več problema še tako. No, evo, v glavnem CSGO Lounge je zdaj ta betting site, ki v bistvu priklop full viewerjev, ne. In v bistvu to je po moje lahko omogoča tem manjšim ekipam, da lahko še zmer podpirajo nekak te turnirje, ker tudi potem ene random XY ekipe dobijo po 50 čuka viewerjev. Tudi če so to nekako umetnike gledajo samo zaradi stav in je spet le problem tega, da folk za nalaž zgubi meče zato, da skine pobere. I buy power, razne takšne zadeve. Vse, kaj zdaj se po moje naučili, no. Zdaj, po moje do tega prihaja bistveno manj pri teh tier 1, tier 2 stvarih. Mogoče tam tiste čudne balkanske pa vzhodne lige, ki nišče ne pozna, kaj je to za ekip, tam je možno to po moje. Ne pa toliko zdajle tu pri teh ta velikih ekipah, ne. Bomo videli, no, kaj se bo zgodil, ker scena nekako za CSGO tudi v Sloveniji je raznesel zdaj zadnje cajte. Vse, prav začetkom Banana Rusha se je fajn pričela stvar rast, tako da smo fajn začeli s tem. Fakt. Zdajle, ja, vprašanje ostaja, kaj bo za naprej. Skratka, če čisto povzamemo, danes smo govorili o čem smo že sploh govorili, več ne vem. Na začetku smo imeli pregled preteklih turnirjev. Skratka, pregled na začetku, potem smo se nakratko dotaknili o tega, kaj je sploh aktualno, kaj se dogaja trenutno. Potem smo šli na SCSL, Slovensko Counter-Strike ligo, kjer je bil manjši shitstorm. Zdajle mi je še bilo javljeno, da niso čisto vsi rezultati vnešeni. To mora biti, lahko spremeni potencialno kakšen od seedov, ampak verjetno, glede na to, da so razlike bile kar precej velike med tistimi, ki so šli not pa tistimi, ki ne, bo verjetno šlo skozi, ampak možno je, da bodo spremembe, kjer bomo objavili na www.speed.si, tako da spremljate tisto stran za aktualno novico. In potem smo se dotaknili Epicenter LAN 6, to je naslednji LAN party v Sloveniji za Counter-Strike Global Offensive. Na njem pričakujem jaz kot organizator, realno pričakujem 12 do 16 ekip, še posebej, če pridejo Matafe in taki posamezniki, pa Žagar in taki ljudje, ki so že dolgo na sceni, pač na nivoju, ki igrajo, da ne dobimo sam Goldnova igralcev, ki so sicer tudi zelo zanimivi za njih, da ko pridejo na event, da izkusijo to, kako je na LANu biti, kako si v ničem pol, ampak ja, bi bilo fajn tudi te stare dobiti. Potem pa smo se sam dotaknili še map poola, kakšne spremembe so mogoče, kaj je traina, za katerega nismo gotovili nič pametnega. Sedaj pa o chatu govorimo bolj kot ne o matchmakingu in problematikah okoli tega. Mislim, da sedaj smo dobili feedback strani 1100 flowa na SCSL-ju, o SCSL-ju, da če lahko igrajo na serverju določenemu. Serverji so bili taki, kakršni so pač bili, te smo si izposodili, saj je dejstvo, da je kupiti 4 serverje za obdobje 2 mesecev strošek, katerega ne moramo pokrivati z prijavnin, kjer smo imeli na ligo, ki ni imela prijavnin, ne. Financiramo celo stvar, tudi nagrade, ne, ki so vrednosti cirka 100 €, financiramo v celoti iz našega žepa, torej iz žepa društva. Tako da upamo, da je to razumljeno, upamo, da bo v prihodnosti več odziva, tako da bomo lahko dobili sponzorje za serverje, kot tudi za nagrade, da stvar zrase še bolj. Kar se tiče Epicentra, kar sem dobil še eno vprašanje zdajle, bo pa naslednji Epicenter, torej Epicenter LAN 7, bo pa v Murski Soboti v juliju. To je vse, kar lahko zdajle povem. In, ja. No, zgleda, da smo prišli do konca te oddaje. Pol predelali več ali manj, kar je, z nekaterimi težavami pri bracketih sicer. Vse zdajle bodo updatani na spletni strani, tako da na koncu to, kar smo zdaj delali, mora biti sploh ni tako fiksno, kot bi moglo biti. Jaz sem zdajle to zrihtal, tako da ni problema. Je pa, skratka, seeding je pa ABC, oziroma ACBD, medtem ko je pač
če prihaja do izenačenja, se gleda head to head. Skratka, o serverjih, te se hosta v enem data centru v Kranju, ki so na 2 giga simetrični liniji, tako da serverji so dobri. Kar se tiče čečovka, to je pa stvar slabe konfiguracije, na katero pač nimamo vpliva. Bomo se potrudili, da bo v prihodnosti to boljše, ampak kot pravim, za naslednja liga bo mora biti boljša. To mislim, da je bilo to z moje strani za ta Banana Rush, ki je bil sicer bistveno krajši od naših prejšnjih. Ta je bil zdaj 1:10 minut, medtem ko smo govorili na preteklih več kot 2 uri. Tisto sicer ni bilo planirano, jaz sem vedno planiral, da bo ta stvar dolga 1 uro, ampak se je razpletlo zdaj, tako da Matafe in Ogris, hvala, da smo se držali mojih v glavi postavljenih pravil. In to je to zame, z moje strani. Upam, da se udeležite naslednje SCSL lige, ki se bo pričela verjetno sredi počitnic, in Epicenter Lana, ki bo konc maja, v kar največjem številu, da bomo lahko delali tudi v prihodnosti stvari. In to je to. Zdaj pa, če se videla poslovita, lol, kot da bo kdo umrl, ali pa greste zavedati na razen, ne. Matafe se zahvali vsem svojim teammateom, ne, da so prišli tako daleč v ligi. Zahvaljuješ, okej, nikaj. Ja, kaj tako se pokerjal, koliko sem slišal, ne? Do Globala si bil kerjan. Ja, jaz marsikoga drugega kerjal. No, torej se tudi jaz poslavljam. Pač lep večer naprej. Noč, sklepam, še jaz rekel, adijo, hvala vsem gledalcev, presenetljivo veliko, sploh takrat, ko smo probali brackete delati in je nekakšen comedy show nastal iz tega. Vedno moramo delati na tem, da je smešna stvar za gledati, veš, to je glavno. Smešno, ali da ti ne znaš. Gle, pust, Matafe, zdaj te bom kiko z tega, kiko te bom. No, če malo preskočimo tole, no, fino je bilo, da je bilo res to s gledalcev, zdaj hvala vsem, da ste gledali. Koliko je bilo s gledalcev, realno? Do 42, trenutno se drži okoli 25, tako da... To sploh ni slabo. Najlepša hvala vsem, da ste gledali, mogoče lahko še vod pogledate, je tako bo naslednji mesec spet še en Banana Rush, upamo z malo manj težavami. Glej, zdaj ni bilo tehničnih težav, zdaj so bile težave glede optimizacije lige, no. Bomo v prihodnosti... so bile težave. Kot sem rekel, v prihodnosti bomo drug sistem uporabljali, da bo boljši. Čeprav, mene moti to, da šumnikov ne podpira tista stran, ne, Tournament. In pol vsi še izgledajo čudno, pa doskrat imajo šumnike ljudje noter v timih in pol mene to moti, no. Zaradi tega sem šel na Battlefire. Očitno napačna odločitev, bomo videli, no. Skratka, v redu, to je to. Hvala za ogled in pa. Konc.